Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in glejte, kaj vam želim pokazati. Ker ne morem pospraviti le naše smrekce, ker a veste zakaj? Zato, ker je začela zeleneti. Vam pokažem, poglejte to. Dejansko imam vršičke, čakajte, a boste videli? Glejte to, dejansko so vršički in dejstvo je, da tale smrekca je živa. In ne vem, kdaj jo bom pospravila, a jo bom posadila, nimam pojma. V vsakem primeru, dejstvo je, da je oživela in da se je zgodilo nekaj, kar se načeloma pri smrekcah ne zgodi. A je to tako? Načeloma ne ozelenijo. Očitno bom počakala, da bom še smrekove vršičke nabrala. No in prav ta obnova, regeneracija, to v bistvu se nas zanima, je to tako. Zadnjič sem govorila z eno gospo, pa me tako pogleda pa reče: Minka, daj mi čist pošten povej, koliko operacij si imela. Nobene, dejansko nobene. Nobene plastične in načeloma nobene, ne načeloma. Pač razne take lokalne, ne vem, zob, pa na nogi, ampak nič kaj posebenega. Dejansko jaz nisem za nože, nisem za plastiko, ampak sem za naravno. In tako kot lejte se lahko zgodi dejansko pri smrekci, da se začne neka obnova in da se nekaj zgodi, še bolj enostavno je pa pri ljudeh. Če mi našemu telesu damo tiste ključne snovi, ki jih potrebuje, se dejansko začne obnavljati. Dejansko začne delovati nam v prid, ja seveda, moramo pa razumeti nekaj teh osnovnih zakonitosti našega telesa, ker smo tukaj na zemlji. Ker to so zakonitosti in tukaj, ja, boste rekli, kvantna fizika je dokazala, da vse lahko z mislimi usmerjamo. Ja, seveda lahko. In zdaj, če gremo na kvantno fiziko, ne? Kvantna fizika je dokazala, da v bistvu v vsaki celici je polje, so snovi, ki se dejansko odzivajo na misli opazovalca in pričakovanja opazovalca. No in zdaj, če mi gledamo, da smo mi opazovalci svojega telesa, dejansko lahko že samo z mislijo usmerjamo, kam bo šel tok naših, ali pa kam se bo širilo naše telo, ali pa spreminjalo, ali pa preoblikovalo naše telo. In če vsak dan mažete na svoj obraz kremo proti gubam, ja, glejte, jih boste imeli, ker je proti gubam, ker, a ne, rabite kremo za mladost, za obnovo. In zdaj tisto, kar jaz uporabljam vitamine za obnovo, to je prva zadeva, se pravi C-vitamin, E-vitamin, omego, to je nekako ključna zadeva. Tudi ljudje, ki imajo težave s kožo na splošno, da imajo lišaje po koži, jim vsi problemi izvirajo iz črevesja. Se pravi, lišaji po koži kažejo na hudo pomanjkanje B-vitamina, pomanjkanje B-vitamina pa kaže na hud stres. Se pravi, treba v bistvu najprej poskrbeti za to, da se zmanjša stres in nahraniti telo, mogoče dodati formulo 4, da dobite ključne B-vitamine in seveda potem poskrbeti za obnovo. No, zdaj pa naslednja stvar, kako poskrbimo za obnovo. Obnova poteka ponoč med spanjem, ne, to je dejstvo. Se pravi, moramo spati. Kdor ne spi, se mu ne more sprožati obnova, ker enostavno tisti čas, ki je potreben za to, da se telo sestavlja skupaj, enostavno je buden. No, to je prva zadeva. Druga zadeva. Večerja. Vem, da se ponavljam, vem, da sem večkrat rekla, ampak večerja je ključna za obnovo. Zvečer rabimo beljakovine in zelenjavo. In tisti ljudje, ki so pogosto prav vegani, veste, jejo zvečer ogljikovih hidrate in pojejo preveliko količino ogljikovih hidratov. No in zadnjič sem z eno gospo govorila in je rekla, da je imela velike težave z zdravjem, da je sicer iskala rešitve, da se je majčkeno izboljšalo, ampak zdaj se pa kar naprej redi. In seveda sem jo vprašala, kaj je, in je začela jesti razne kaše. Kaše imajo pa glikemični indeks okrog 45. In če jemo kašo za zajtrk, pa kašo za kosilo, pa kašo za večerjo, je to tako, kot če bi skoraj da krompir jedli 3-krat na dan.
In vsak ti bo rekel, ja, če ješ 3-krat na dan krompir, normalno, da se zrediš. No in sem jo vprašala, kje so tukaj beljakovine. Bilo tako, ja, ni jih, a ne, je same ogljikove hidrate. Zato je tako pomembno pri vsakem obroku nekaj od beljakovin. Zdaj pa tisto, kar vam vsekakor priporočam, začnite uživati gobe. Veljajo tudi te iz trgovine, recimo šampinjoni gojeni, ker vsebujejo v sebi krom. Krom je pa mineral, ki preprečuje naval želje po sladkorju. Poleg tega gobe vsebujejo beljakovine in to je rastlinski vir beljakovin. In gobe vsebujejo tudi D-vitamin, ki je pa prav tako rastlinski vir D-vitamina in D-vitamin deluje na zmanjšanje stresa in na obnovo kože. No ja, zdaj sem res majčkeno okrog povedala vse, ampak v glavnem v osnovi je zdrava kmečka pamet, spati je treba, pa nekaj ključnih vitaminov za obnovo in ja, vsakič, ko se pogledamo v ogledalo, da si rečemo, vedno bolj sem mlada, dovoljujem, da se pomladim. Izdelam vrelec mladosti, a ne, se pravi, če delam malo se mi zafecljalo, če delam vrelec mladosti, to pomeni, da delam nekaj za mladost, za obnovo, ne pa nekaj proti gubam. A veste, to je zelo pomembno, v katero smer delamo. Tako da, ja, pa seveda potem naprej gibanje. Vsak dan bi rabili nekaj gibanja, da se nadihamo zraka, ker zrak je pač tisto osnovno živilo, ja, v narekovajih, se pravi sestavina, ki jo rabi vsaka celica. Zdaj, če si predstavljate svojo celico kot svoj motor in vemo, da motor, ki nima dotoka zraka, bo crkaval. In dejansko se lahko isto vam dogaja, če nimate dotoka kisika, se boste počutili slabo. Vsi vemo, ko zakurimo v peč, je treba odpreti zrak, da pride zrak noter, tisto režo za zrak. No, ravno tako je pa pri naših celicah. Potrebujejo pač dotok zraka. Zadnjič sem brala o Louise Hay. V glavnem pač afirmacije nekaj pri Louise Hay sem gledala. In sem zasledila, seveda, a veste, tam so vse afirmacije, postajam mlada, vedno bolj sem mlada, moji kilogrami se z lahkoto topijo in tako naprej. In dolga leta sem dejansko jaz to prakticirala in sem prišla do zaključka, da s tem nikamor ne pridem. Če si pa vsakič pred ogledalom ponovim, dovoljujem, da se moje telo obnovi, to pa zdaj čisti kaj drugega. Ali pa če si rečem, sprejemam mladostno energijo, sprejemam zdravljenje, dovoljujem, da se odvečni kilogrami stopijo. Zdaj predvsem tisti, ki rečejo, izgubil sem kilograme. Glejte, po naravni poti vse, kar izgubimo, želimo najti. Kar pomislite, izgubite ključe, jih boste najdela, je to tako, jih boste iskali. In kdor uporablja besedo, sem izgubila kilograme, v parih letih jih boste sigurno vse najdali, ker jih pač, to je zakonitost. Zato se znebimo šare, znebimo se kilogramov, znebimo se nenazadnje vsega tega, kar nam predstavlja stres. Veste, tisti odnosi, ki so taki, da nas pa šolajo. Mogoče pa to samo so potrebni za to, da naredimo naslednji korak v svojem življenju, da lahko zakorakamo tja, kjer nam bo duša pela. Veste, da blagoslovimo to, kar naj odide in da naredimo prostor novemu. Ja, vem iz lastnih izkušenj, seveda se potem sproži kup zadev, ki jih je treba počistiti. Od, ne vem, jeze, občutkov osamljenosti, do celo mogoče zavrženosti, ampak nič hudega. To je tisto, kar je duša prišla predelati v to življenje in ko enkrat to naredimo, glejte, jaz sem res prepričana, da te šole življenja so res namenjene samo zato, da predelamo lekcije in ko naredimo to, je pa vsak dan lažje. Seveda, glejte, vsak izmed nas nekaj vleče kot duša s seboj. In popoln odtis tega, kar moramo kot duša predelati,
smo doživeli v mladosti. In zato tisti, ki preživljate ali pa ki imate ali pa ste imeli zelo, zelo težavno mladost, pomeni, da si vaša duša zadala velike lekcije. No in potem naslednja stvar je odpustiti, ampak ne najprej drugemu. Odpustiti sebi, da nisi zadnjič leta nazaj, nekoč. Mi je rekla ena gospa, da je jezna na sebe, njen dedek jo je otipaval, ko je bila mlajša. In potem, ko je prišla v puberteto, je dejansko začel spolno zlorabljati. Ona je okrog 50 let, nikomur še ni govorila o tem, ampak a veste, kaj je najprej rekla? Jaz sem kriva zato, ker nisem rekla ne. Ne, ni ona kriva. A ne, zdaj tukaj ima sebi za odpustiti, da ni imela moči reči dovolj. Druga stvar pa je, do karmične izravnave pride šele takrat, a veste, če vam nekdo ukrade denarnico, ne more reči, joj, meni je žal, ker sem ti ukradel denarnico. Po drugi strani pa tudi mi rečemo, joj, odpuščam ti, verjetno si bil brez denarja, pa ti odpuščam. To ni zdaj neko opravičilo. Dejstvo je, da če nam je nekdo ukradel denarnico, do karmične izravnave pride šele takrat, ko nam vrne komplet vsebino in se nam opraviči. In to so te karmični plesi, ki jih plešemo in ki je vse skupaj zakompliciran. In z vsega se mi učimo predvsem to, da stopimo ven, da pogledamo situacijo, kaj nas situacija uči in da najprej odpustimo sebi. In potem predelamo vse tiste programe, ki so povezani mogoče s tem, da nam ne pripada sreča, da si ne zaslužim, da nisem dovolj dobra, da sem pa marsikaj. Veste, to vsi vlečemo s sabo, nenazadnje slovenski narod, vlečemo vsi s sabo neko dediščino naroda, ki je povezana s tem, da se nič ne da, da smo majhni, da je treba potrpeti, da je v redu tako, kot je, da bi bilo lahko še slabše in tako naprej. Zato pač zagovarjam zdravilno molitev dekodiranja, ampak od tukaj naprej lahko gremo, veste, na kakšen način. Najprej zdravilna molitev dekodiranja, potem pa zdravilni kodeks in bom eden od naslednjih videov vam bom posnela točno, kako to delate in potem sistem vizualizacije. Se pravi, da najprej počistimo težavo, da potem usmerimo energijo v zdravilna središča in potem usmerimo energijo v to, kar si mi želimo, da si naslikamo svojo srečno bodočnost, kar kamor gre tok misli, to nastaja. In zdaj se šele učimo te zadeve, da začnemo usmerjati tok svojih misli v to, kar nam pa dejansko pripada. In verjamem, da po božanskem načrtu vsakemu izmed nas pripada zdravje na vseh ravneh. Da nam pripadajo lepi odnosi, da nam pripada obilje ravno tako na vseh ravneh in da nam pripada prav to božanska povezava in vodstvo. Res verjamemo to. Tako da smo pa na potovanju in vsi se učimo. Tako da veselo potovanje in ja, ne vem, kaj bom naredila s to smrekco. Mogoče jo bom posadila, nimam pojma. Moram pogledati, če ima noter v lončku zdaj že korenine. Tako da uživajte, imejte se radi in predvsem dovolite, da vas življenje podpre.